Lep pozdrav vsem skupaj. Zbrali smo se, da bomo po habsburško nekaj rekli, nekaj modrovali, pa ne preveč, pa vendar toliko, da bomo vsi na koncu dobili željo, da bi pa morda tudi knjigo, ki ste, mislim, da že kupili, nekateri še boste, tudi zares v roke vzeli in vse tiste detajle, vse tiste stvari, ki jih tukaj seveda ne bomo mogli povedati, prebrali in želja avtorja prav gotovo je, ki ga ni tukaj, da bi to tudi ponotranili in danes je moderno reči updatali za današnji čas. Najprej pozdravljam naša dva, lahko bi rekli, eksperta, sogovornika, dragoceno mi, da sta oba prišla. Profesor dr. Grdina, ki je tako na področju zgodovine res velik raziskovalec in skromen, hkrati pa od publikacij in vsega drugega dela lahko sledimo pri njem, pa poleg tega še literarni zgodovinar, z obeh strok je doktoriral, tako da je kar dvojni doktor, in pa pozdravljam tudi gospoda Primoža Premzla, ki je pa galerist, zbiratelj in lahko rečemo človek velike širine. Danes pa je tukaj in sem zelo hvaležen tudi nekaterim sobratom, ki so tukaj, namreč v vlogi, lahko rečem, viteza Evropske habsburške hiše svetega Jurija. In prav to bo tudi nekaj nam povedal, kajti poznati Habsburžane je seveda lahko en del v smislu zgodovine, drugo pa so morda še kakšne take, ne bom rekel skrivnosti, pa vendar stvari, ki so zelo dragocene in se jih prav na takih srečanjih lahko zve in obelodani. Najprej bi vprašal vas, profesor dr. Grdina, knjiga, ki jo imamo, je ena taka zanimiva stvar, saj tako bi rekli, v smislu literarne zvrsti, če jo sploh lahko tako vrstim, kajti ni nek memoar, ni pa tudi čista zgodovina, pa morda na začetku nekaj besed o tem, kako je avtor, nadvojvoda Edvard Habsburški, pravzaprav umeščen, lahko rečemo, v to literarno zvrst ali smer. No, knjiga je res nekaj posebnega zato, ker poskuša izluščiti iz zgodovine tisto, kar naj bi bilo v njej trajnega. To se pravi, da iz posameznih dogodkov se trudi izcediti nekšno esenco, torej v smislu vodil za življenje. Seveda je v tem nekoliko privilegiran, ker prihaja iz družine, katere podvigi so dokumentirani za 1000 let nazaj. Drugi, ki smo imeli kmečke prednike, pač ne moremo kaj veliko vedeti, bili so nepismeni in drugi tudi o njih niso poročali. Njegova prednost je pa ta, da lahko zdaj na primeru prednikov torej sledi nazaj, pa se ustavlja v posameznih dogodkih, je zgodovinopisec, ampak na en poseben način priznava, da je pristranski, saj kako pa boš dober član družine, če ne boš pristranski do svojih ljudi, in seveda je pa treba nekaj upoštevati, da Edvard Habsburški gleda na svet nekoliko z nekega višjega nadstropja, to se pravi ne tako kot mi, ki se oziramo od spodaj gor, ampak to je tudi njihova tradicija, priznava, da sedanji potomci habsburških nadvojvod o svoji zgodovini prav malo vedo. Zdaj čisto v oklepaju bom povedal, sej to je res, ker tudi on dela napake, ki niso samo posledica pristranskosti, ampak se mi zdi, da tudi nepoučenosti, ampak vendarle to je nek zelo zanimiv pogled v svet, na svet in poskus torej izcediti iz Habsburške bolj kot ne, torej ne samo javne, ampak tudi zasebne zgodovine tisto, kar je v njej. Tu in tam kadar res ne more drugače, malce pokritizira,
tudi pove, da Habsburžani pravzaprav niso enotni pogledovali na svet, ne. Torej, ja, na koncu koncev pride do tega, kar je en občudovalec Habsburžanov tik pred drugo svetovno vojno Josef Roth rekel, ne, ampak ko so ga pač obtoževali, da je čisti anahronist, je pa rekel, ja, ampak le morate priznati, da so Habsburžani bili boljši kot Hitler. Tako, odlično, hvala za to istočnico, za ta začetni del. Namreč Edvard Habsburški, avtor, nadvojvoda Edvard Habsburški, je trenutno že od leta 2015 veleposlanik Republike Madžarske pri Svetem sedežu in pri Malteškem redu. In kot takega, bi rekel, imenitne, prominentne družine, lepo ste rekli, od spodaj navzgor, večkrat gledamo, so ga tudi na Madžarskem pripoznali in zanimivo je, da določene države, to mi je povedal njegov kolega, tudi vitez Malteškega reda, Tomaž Kunstelj, ko sta bila skupaj, da pravzaprav države, tiste, ki so pametne, izkoristijo take ljudi, zdaj v narekovajih izkoristijo, da dajo res tiste najboljše in tiste, ki imajo res neko znanje, vedenje, obnašanje in podobno. In zdaj pa vprašanje za vas, gospod Primož, namreč ste v, bi rekel, elitni družbi, kar lahko se tako izrazim, vitezov, članov Habsburške hiše, Habsburg-Lothringen, Evropske hiše reda svetega Jurija, ki je dinastični red. In morda, če gledamo od spodaj navzgor, morda imate pa vi kakšen drugačen pogled, oziroma ker imate privilegij, kar nekaj je tudi sobratov, članov tega reda tukaj. Ko se srečujete, zagotovo prihajajo ne samo Karel in Georg, ampak tudi ostali, bi lahko rekli, da začutite tudi to njihovo, bi rekel, širino, hkrati pa tudi vse to, kar ste v knjigi prebrali in bomo samo na kakšne konce opozorili oziroma odstirali kot član reda, kar je zelo dragoceno. Lepo pozdravljeni. Ja, moram povedati, da hkrati imajo širino, hkrati so pa tudi zelo preprosti ljudje in na teh srečanjih, ki jih imamo dvakrat na leto, so tako imenovane investiture, ko se sprejema nove viteze, vsakokrat v drugem mestu na področju Srednje Evrope. Imamo možnost seveda z njima komunicirati in moram reči, da sta res zelo preprosta in skratka se znata približati vseh od nas. Ta sodobna viteško gibanje izvira iz leta 2008, ko je pokojni Otto von Habsburg, skratka to tradicijo tega viteškega reda, ki izvira iz zgodnjega 14. stoletja, skratka spet obudil. V času nacizma je ta red bil prepovedan leta 1938. Pred tem je treba povedati, seveda v času monarhije so v tem viteškem redu lahko bili samo seveda tisti, ki so bili iz ne samo nemški, ampak tudi, da so bili plemiškega rodu. Tam med obema vojnama se je to spremenilo in seveda so začeli vabiti v ta red tudi vse tiste podobno misleče. Skratka, od leta 2008 obstaja ta nova pobuda oziroma ta viteški red je na novo obujen. Prvi slovenski vitez je bil sprejet v ta red 2013. leta in v tem času do letos nas je nekje, mislim, da okrog 25, koliko? 18, mislim, da je malo niha tudi, ja, skratka 18 bratov nas je, Slovencev nas je v tem redu, med njimi tudi dva častna viteza, en častni vitez, to je profesor dr. Ludvik Toplak in pa viteški red ima tudi seveda red dam in med njimi je tudi častna dama, to je pa dr. Verica Trstenjak. Ko govorimo o Habsburžanih, gotovo, zdaj bi rekli, že čez 100 let, malo čez, kar se je vladavina končala, pravzaprav 13. stoletja, lahko rečemo do 20. stoletja,
Pa morda vprašanje, ki je vsem zanimivo, ali je zdaj že toliko preteklo, da potem ostanejo na nek način samo še pri tistih, ki ostanejo neke usedline v smislu oboževanja ali pa lepih spominov, ali je dejansko ta monarhija slovenskemu narodu oziroma našim prednikom, bi lahko rekli, kar veliko prinesla, dala, kako bi, recimo, vprašanje za oba, kako bi na to gledali, tudi glede na knjigo, kaj ti govori ravno o teh vrednotah in ali je to tudi gotovo in na nek način oblikovalo naše prednike. Ja, jaz mislim, da seveda smo Slovenci znotraj te monarhije tudi marsikaj dobrega dobili, od Marije Terezije, šolstva. Pač problem je nastal seveda tam v drugi polovici 19. stoletja s tem nacionalizmom in na koncu se je govorilo o tem, da smo večji narodov, kar je seveda prineslo tudi do razpada monarhije, ampak mislim, da je veliko smo pridobili oziroma imeli seveda z tem, da smo živeli v tej državi, ki je skratka bila država sicer reda, ne, in v glavnem gospod Grdina bo kaj več povedal. Torej, seveda ti slovenski spomini na habsburški čas so zaznamovani seveda s tem časom po Habsburžanih, ne. Nastala je nova država, jugoslovanska država in v tisti državi pač kaj veliko pozitivnega o Habsburžanih se ni dalo slišati. To je bila zelo, zelo občutljiva tema, kajti starojugoslovanska kraljevina je leta 1934 celo bila povezala se tako kot neka napol os z Nemčijo, ki je že takrat vladal Hitler, na drugi strani sta bile pa Avstrija in Italija pač povezanih, pa še Madžarska, ne. Tukaj je šlo za neka čisto vsakdanja praktična nasprotja, ne. Madžarska je imela velike pričakovanja, da se bo pač sistem spremenil in je to seveda tudi treba razumeti, ne, kajti Karl Habsburški je potem, ko je izgubil torej tron, je dvakrat poskušal zavladati Madžarski, ne, in tisto, kar je največja ironija, onemogočili so ga tisti, ki jim je on največ dobrega napravil, torej regent Mikloš Horthy, ne, torej, ki je bil kalvinec, ampak je edini nosilec enega od redov Habsburške hiše, ki je bil namenjen sicer samo katoličanom, ne. Skratka, Habsburžani so se srečevali potem tudi s precej črno nehvaležnostjo. Ne gre tu za nas, ampak gre tukaj seveda za tiste narode, ki so bili v monarhiji privilegirani, kajti to pa je obstajalo. Po drugi strani je pa seveda tudi res, ne, da svoj prostor pod soncem smo Slovenci v tej monarhiji pa vendarle tudi imeli, dosegli marsikaj v smislu enakopravnosti, ampak seveda z lastnimi močmi. Poglejte narodne domove, ki so pač kulturni domovi v mestih, vse to so napravili vse mimo države, ne, torej iz čistega idealizma, ne, torej nekaj takega ni tako samo po sebi umevno, kot se je pokazalo potem, ne, kajti ko je prišla Italija za Habsburško monarhijo v Trst ali pa v Gorico, take institucije Slovencem niso bile več mogoče, čeprav bi bile popolnoma privatne, ne. Tako da seveda tukaj je na eni strani seveda res, ne, to, po drugi strani je pa res, da torej Franc Jožef je bil po dolgem času eden od državnikov, ki je govoril tudi nekoliko slovensko. Obstajajo njegovi slovenski podpisi. Vemo, da je 1882 ljudi vzpodbujal na Primorskem, da ga pozdravljajo po slovensko, ne. Torej, znal je pač se pomeniti, kako ste, kaj, pa kaj takega je razumel, ne. Torej, ker Habsburžani so morali znati, ne, poleg nemščine seveda so znali italijansko,
so morali znati madžarsko, so morali znati seveda tudi češko, še marsikaj drugega, vendar ne tako zelo popolno, nekoliko pa seveda tudi slovensko, ne. Če pogledamo poznejše jugoslovanske državnike, še nekateri slovenski niso hoteli govoriti na slovenskem slovensko, ne, saj je bila znana anekdota, ki je pač nastopil torej eden izmed najmočnejših jugoslovanskih politikov, Slovenec po narodnosti, nekje tam na Gorenjskem, pa je govoril v jugoslovanskem esperanto, kot se je reklo, ne, ker so slabo govorili srbsko ali hrvaško, in potem se je pojavil oglas z njegovo številko iščem inštruktorja slovenščine, ne. Torej, to je resnična anekdota, ne. Torej, pri Habsburžanih takšnega inštruktorja so vsekakor imeli, to bi rekel, ne. Ne gre pretiravati ne v eno, ne v drugo smer. Slovenci lahko rečemo tako kot František Palacki, torej oče češkega naroda, ko je rekel o Habsburžanih, mi smo bili prej in bomo tudi potem. Jaz bi morda en ocvirek dodal. Iz leta 1913, ko se je v Mariboru odprl državni most, na odprtje je prišel nadvojvoda Friderik in na železniški postaji ga je pričakal župan Šmiderer, seveda tak ortodoksno nemški župan. Maribor je veljal za nemško mesto, ampak takoj za nemškim nagovorom sta ga nagovorila dva župana primestnih občin v slovenščini. Eden izmed njih je bil moj pradedek Jožef Lorber, ki je bil župan primestne občine Sveti Peter pri Mariboru, pa še en drugi župan. Skratka, bilo je mogoče seveda tudi v javnosti komunicirati v Sloveniji, tako da ni bilo tako hudo. No, zdaj smo ravno z temi odgovori prišli pravzaprav do tistih pravil ali pa lahko rečemo to, kar dragoceno knjiga predstavi, in pravzaprav nadvojvoda Edvard s tem nekako začenja, da ko so dobili pozicijo cesarja tam v 14. oziroma 13. stoletju, da je pravzaprav bila že tam taka dediščina, da se ni govorilo o nekem monolitu, ampak je bilo tukaj veliko različnih jezikov, ljudstev, narodov, da tako rečem, in da se je tukaj že pravzaprav začelo oblikovati to, kar kot tudi sam kot pravilo nekako izpostavi, da neko načelo subsidiarnosti, ki pa potem še druga načela tudi pokaže. Morda o tem nekaj besed. Ja, torej prvi Habsburžan Rudolf, ne, je prišel po pravzaprav neki sreči na prestol Svetega rimskega cesarstva, prej pa eno generacijo ni bilo splošno priznanega cesarja. Tukaj Edvard le pretirava, češ da je bil popoln nered, dejansko je bil tam en anžujski cesar, ki pa se ni kaj posebej zanimal za to, kaj se je dogajalo. Bil je pač bogat in v Angliji, torej v Cornwallu je imel svoje središče in se mu je zdelo tisto popolnoma dovolj in da se tule v Srednji Evropi pač ne bo izpostavljal, ker seveda je bilo nevarno, ne. Torej Rudolf Habsburški je bil pa izvoljen zato, ker je bil dovolj nizko, ker ni izgledal preveč pameten, in ker so vsi mislili, da bo neka lutka, ne. Edino bazelski škof ga je poznal in je izpričano, ne, da je takrat, ko je izvedel, da je izvoljen za cesarja oziroma rimskega kralja, da bi bil pa cesar, bi moral biti še pa kronan v Rimu, torej v 13. stoletju, da je tam vzkliknil, tako poročajo viri, o dobri Bog, zdaj pa pazi, da ti Rudolf ne izpodmakne prestola še v nebesih. Ne, torej poznali so ga, ne, in v resnici potem, ko je on
kot Edvard pravi, delal red, ne. Temu bi lahko rekli stališče drugih dinastij pa nekoliko drugače, ker ko je napravil red, je pa tiste dežele, ki so bile sporne, podelil svojim otrokom, ne. Skratka, tukaj je zelo premišljena hišna dvorna politika, ne, in s tem pa ustvaril tudi novo središče, kajti Habsburžani so v začetku seveda tam nekje v Švici, zahodna Francija današnja, deloma seveda še Švabska, ne. Torej, tako da bomo rekli, da so znali že takrat šteti več kot samo do 2,5, ne. No, in potem so to pač nadaljevali, hkrati pa seveda pokazali, kaj lahko neka dinastija, ki v svojih vrstah nima nikogar z imenom veliki, sami neizstopajoči ljudje z vztrajnostjo pravzaprav napravi, ne, ker Friderik III., torej ta, ki se je v začetku lasal še s celjskimi grofi, ne, to je neka z njegovega stališča zelo lokalna zadeva, je seveda končal kot splošno priznani monarh, za katerega je bilo logično, da bojo ga nasledili ljudje iz njegove hiše in so ga tudi res. On je vse bitke pravzaprav proti sovražnikom izgubil, ne. Torej tukaj niso mogli dolgo časa ukrotiti niti Erazma Jamskega, Luegerja, ne. Torej, ampak bil je dolgoživ in je vse svoje sovražnike preživel, ne, in to je bil tisti habsburški navidezno neslavni način in seveda znal je svojega sina briljantno poročiti, tako zelo, da je ta njegov sin Maksimilijan I. že sanjal o univerzalni monarhiji, ne, torej njegov sin je bil španski monarh, vnuk eden je bil španski monarh, drugi tu srednjeevropski, skratka pod Habsburžani že sonce takrat ni nikoli zašlo, ne, torej to je planetarna dinastija, pravzaprav prva, ne, in potem so pač to ohranjali z večjo ali manjšo srečo, ne. Marija Terezija je pa tu ključna, čeprav je zanimivo, da jo Edvard nima ravno najboljše zapisano, ker da je bila malo k razsvetljenstvu se nagibala, ne, torej sej ni čisto tako, ona je pač preprosto videla, ko so je najprej iztrgali Šlezijo in ko je to napravila majhna Prusija, ki je bila, torej, kaj jaz vem, desetino habsburških dežel, in se je seveda ona sama vprašala, zakaj je pa Prusija tako močna, ne, ker je moderno upravljana, ne, je odgovor. In seveda, če ona monarhije ne bi reformirala, bi bila Marija Terezija zadnja, ne, in celo njen nasprotnik, torej Fritz Pruski, der alte Fritz, je rekel, Habsburžani končno imajo moža, Marijo Terezijo. Verjetno je tudi temu nekaj razsvetljenstvo pripomogel njen soprog, Franz Štefan Lotarinški, ki je zelo zgodaj postal prostozidar celo, ne, tam, preden se je poročil z njo. Že samo takrat je prostozidarstvo pomenilo vendarle nekaj precej drugega, je bilo vseeno povezano bolj s krščanskimi koreninami, ne. Takrat ni bilo prostozidarjev, ki bi na prazno knjigo prisegali, ampak samo na Biblijo, ne, in tako dalje. Samo zelo hitro so jih ukinili. Ja, Habsburžani, že, ja, ampak mogoče so pa zato bolj opešali. Še pridemo, kajti dotaknili se bomo vsekakor tistega, ki je nekako poseben vzornik ali pa ravno zato, ker je na poti svetništva, zdaj blaženi Karel, pa vendar še vprašanje, ki se je zdajle porodilo in mislim, da je vse zanimivo, ko je bilo tako lepo slišati, v bistvu, kako so znali to lepo vse postavljati ljudi na prave mesta. Ena od stvari, Edvard na začetku, da je prav ta politika porok. Ali je bila to nekakšen unikum, lahko rečemo, v tistem času, ali niso verjetno vse dinastije, sploh po salijskem pravu, težile za tem, da grejo v to smer?
Seveda so vse težile, samo vse pa niso bile tako uspešne, ne. Torej in skozi več generacij tako zelo uspešne in tudi moramo priznati, da Habsburžani so imeli znotraj družine kar dobro urejena medsebojna razmerja, drugje so se pravzaprav znotraj dinastij bolj prerivali, ne, saj je bilo tega tudi v času Habsburžanov, torej v poznem srednjem veku, pa potem v zgodnjem novem veku, ampak vendarle vedelo se je, kdo je zdaj glava družine, kakšen je nasledstveni red, ne, in to se je na koncu spremenilo pod Karlom VI, ne, ko je pač bilo mogoče tudi, če ni sinov, potem lahko tudi hčerka deduje, ker je ideal zdaj bil ne recimo neka, torej da družina upravlja vse, ampak da upravlja življenja z možno državo, ampak to je videl že Karl VI, torej modernizacijske reforme je začel pa že Jožef I, tako da Marija Terezija je tukaj samo ena izmed in tista najbolj radikalna, in ker je bila slabo pripravljena na vlado, teoretično je pa opazovala stvari in iz tega napravila tudi ene zelo, zelo razumne sklepe. Jožef II je bil čisto drugačen reformator, ne, da bomo rekli, ne, da je cerkvi napravil Jožef II večjo škodo mogoče celo kot maršal Tito. Ne, torej, kar zadeva vsaj dragocenosti, rokopise in tako dalje, ko je razpuščal samostane, ne, in vse poskušal reformirati, ne. Jožef II je bil pravi drobnjakar, ne, on je recimo tudi izdal uredbo, kako morate imeti na policah torej lončke z cvetovi, ampak morajo biti ograjeni, da ne bi padali dol, pa kjer ga poškodovali. Veste, s takimi stvarmi se je ukvarjal, samo po drugi strani je pa tudi napravil dva najlepša srednjeevropska patenta. Eden je tolerančni, zdaj Edvard se s tem ne bi strinjal, ne, ker je pač zagovarja samo katoliško usmeritev, pa vendar na nekem mestu potem pravi, kakšen mora biti modern vladar, da mora biti pravzaprav služabnik države in se mora z vsemi državljani, tudi tistimi, ki so drugačnega jezika, drugačne vere, torej razumeti, in tukaj se vidi, to je pa Jožef II in njegova recimo ta tolerančni patent, in seveda potem nevoljniški patent, ne, to se pravi, da so ljudje osebno svobodni, ne. To so pa velike reči, zaradi katerih pri nas revolucija je pol stoletja pozneje in iz drugih razlogov, kakor recimo v Franciji, če primerjamo, kakšna je revolucija 1848, če ne bi bilo poskusa secesij v Italiji in na Ogrskem, bi verjetno bila popolnoma nekrvava ali pa zelo malo žrtev, medtem ko francoska revolucija je pa seveda sinonim za takšen prevrat, ne, kjer kri teče v potokih, ne, in tukaj pa je vendarle razlika, tako da mogoče Jožef II in Marija Terezija vendarle več milosti zaslužita, kot je v tej knjigi. No, zanimiva stvar se je odprla ravno ob tem, namreč vzgoja za vladarja, lahko rečemo, ne. To daje tudi kot diplomat, jaz vidim s temi očmi, tudi velik poudarek na to, kako je neka prednost monarhije, če se lahko tako izrazim, da so rodovi vzgajani in da bo že oče gledal, da ne bi ravno najslabše zapustil sinu. Lahko kaj na to temo rečemo, ker to je gotovo bilo tudi eno vezivo tako uspešne dinastije. Ja, vse to se da tudi videti v vseh teh filmih o Sisi, kako je ubogi Rudolf moral že pri ne vem kolikih letih iti v internat in skratka, kaj je vse skozi moral dati. Tako da seveda to je bilo privzgojeno in to je bilo tako tudi same poroke. Edvard piše o tem, da so celo že nekoga poročili, ko še niti ni bil na svetu, ne.
Tako da seveda to pritiče taki dinastiji in je del življenja. Ne? No, sej je bil izrek, ne, v poznem srednjem veku oziroma zgodnem novem, ne, kraljestva, ki jih drugim daje Mars, tebi srečna Avstrija daje Venus, ne, torej, ne, drugi naj se bojujejo, ti srečna Avstrija se pa ženi, ne. Torej, ja, drži to, ne, in res je to, kar je Primož rekel, ne, to se pravi, to so dejansko zelo krute pogodbe z osebnega stališča, ne, torej tam v začetku 16. stoletja je Maksimilijan, ki je bil že krepko čez 60 star, napravil pogodbo z jagelonskim monarhom, da bosta se pač poročila križemo vnuka z hčerkami Jagelonca, ne, oziroma sinom, ne, dvojna poroka, ne. Če pa nobenega od vnukov, ki jih on še niti videl ni nikoli, ker sta bila v Brabantu takrat še, torej bo pa on sam postal njen mož, ne, in to bi bila deklica, ki je bila okrog 10 let stara, ne, mislim, to je pravo tržišče, torej, ne. Zdaj, a smo na to ponosni ali nismo, ne, Edvard Habsburški je to uspel zasukati, ne, pač v to smislu, da je monarh vedno služabnik države, ampak poglejte, že v Rimskem imperiju, ne, torej so imeli adoptivne cesarje, ne, torej razglasil je vladajoči cesar najsposobnejšega med tisto okolico za bodočega cesarja in ga je posinoval, ne, in pol najpametnejši od tistih vladarjev, Mark Aurelij, je pa naredil neumnost, ker je sina pustil, ne, krvnega sinu, ne, in en utečen sistem vladarski, da poiščeš najsposobnejšega, je zamenjal za dinastični princip, ne. Torej, mogoče so tudi drugačne rešitve, ne, ampak ta knjiga dovolj prepričljivo zagovarja te ideale, pač za nas, ki mogoče kdaj drugače mislimo, je to zanimivo, pač ker je to njihova logika, vpogled v logiko, ki se rodi na podlagi tisočletne izkušnje, ne, in zanimiv je ta vpogled, ne, in izpeljati iz tega še potem neka načela, ne, sej res, ne, tisto ta zadnje, kako moraš dobro umreti, ne, in pripraviti si veličasten pogreb, kako ćeš to napraviti, če si revež, ne. Zdaj, ampak bistvo je umreti s čisto vestjo, to se pravi ne ostati nečesa dolžan, ne, torej delati dobro, to pa je tisto, ne, kar lahko tudi iz njegove mogoče kje tudi malce baročno zasukane besede izluščimo in kar drži za slehernika, ne, torej knjiga rabi tudi malce prevoda ali še bolje dialoga, ne, torej sili nas k razmišljanju, ne, kako pravzaprav urejevati tudi življenje naše in zdaj pogledati pa seveda v primerjavi z neko večstoletno, torej tisočletno izkušnjo in to je gotovo zanimivo. No in to zadnje pravzaprav kar sili in kliče še po enemu junaku, že prej omenjenem, že tako, ki ga posebej izpostavi, Karla I. kot zadnjega, pravzaprav lahko rečemo, vladarja, ki pa je tudi pri družini pred covidom izšla knjiga o njem, Srce za Evropo, o njem in soprogi Citi, ki sta pa res že po tistih kriterijih, lahko rečemo, neverjetno je res Bog to združil, kajti ustrezala sta tako bi rekel, naslovom oziroma tej rodno visokem plemstvu, kot so jih izbirali, tako da to je pa res en primer, ki ga pa velja izpostaviti. In človek, ki je pravzaprav kot vladar, kot večkrat poudari tudi v svojih intervjujih, Edvard, zapravil cesarstvo, zgubil cesarstvo, bil neuspešen na vseh področjih, ampak po drugi strani pa tako velik lik, da je, lahko rečemo, že dosegel čast oltarja, kajti ob smrti s čisto vestjo in za svoj narod. Ja, nekako se mi zdi, da njegov sin, prvorojenec Otto von Habsburg, je tisti, ki je nadaljeval to
poslanstvo in seveda v tej novejši zgodovini je tudi v kontekstu slovenske zgodovine odigral izjemno pomembno vlogo. Vse v tem panevropskem združenju se mi zdi zelo zgodaj videl, da enostavno ti narodi nekdanje Jugoslavije pač enostavno ne morejo več skupaj živeti in je navezoval stike, imel je imenitne stike z našim prvim z Francetom Bučarjem in skratka to, kar se je dogajalo na Madžarskem, tisti piknik, ki se je zgodil, ko so enostavno odprli meje, to je neverjetno poslanstvo, ki ga je on opravljal v teh letih, ko je bil v parlamentu evropskem, tako da resnično mislim, da obstaja celo pobuda, da bi v Sloveniji postali Otto von Habsburgu eno poprsje v zahvalo za vse to, kar je naredil. Ne vem pa, kako daleč je ta pobuda in če bo seveda aktualna politika v to pristala. Torej, seveda, kot vsi svetniki ali tisti, ki se potegujejo za čast biti na oltarju, je Karel do neke mere seveda figura, ob kateri se krešejo mnenja, torej različna. Pred leti je izšla črna knjiga Habsburžanov in tam seveda je izpostavljeno, da je bil on se razglasil za vrhovnega poveljnika, torej operativnega poveljnika armade in ta armada je zdaj pri Kobaridu seveda uporabljala bojne strupe. Torej to je gotovo težava. Po drugi strani si je pa res zelo prizadeval za mir, poskušal biti v naravnost nemogočih razmerah, pravičen, gotovo poln dobrih namenov, ampak v tistih razmerah je bil vsakdo prešibak, da bi politično zdaj uspel. Skratka, ko je Franc Jožef dovolil, da gre tisti avstrijski ultimat srbski vladi, takrat je pravzaprav tisti odločilni korak bil napravljen, s katerega ni bilo več vrnitve. Takrat se je začela vojna, torej, in če on ne bi temu prikimal, potem bi mogoče Prva svetovna vojna lahko tudi odpadla. Lahko spekuliramo, kajti leto prej, ko je bil še leto dni mlajši, 1830 rojen, je bil še zadost vitalen, da je se zavedal, da je vojna nesreča. In njegov šef generalštaba je 25krat v letu 13 prišel k njemu, da je začeti treba preventivno vojno. Franc Jožef je vedno rekel ne. Zdaj je bil drugačnega mnenja. In zdaj Karel seveda v tistih razmerah je pa pogled na njega, sej on jih ni ustvaril, niti v Habsburški hiši jih ni ustvaril, ampak tam je pa poskušal res napraviti tisto, kar je najboljše. To, kar smo pa zdajle rekli o Otonu, Oton je pa seveda bil prvič pomemben je kot nasprotnik Adolfa Hitlerja, ker to je bila pravzaprav edina resna opozicija, so bili ti krogi v Avstriji proti Hitlerju. Vsi Habsburžani, ki so se znašli na ozemlju pod nacistično oblastjo, so slabo prišli skozi, so bili v taboriščih, tako da to je v resnici bilo nasprotje in tu je pa Oton pravzaprav napravil nekaj zelo velikega. Zdaj pa, da svoje intervencije nekoliko sklenem z malce takimi osebnimi spomini. Oton se je pač večkrat zadrževal v Sloveniji, bil je tudi v klubu Nove revije in tam bolj v veselem razpoloženju ga je en slovenski pesnik tudi po pleši potrepljal, pa je ga vprašal, kaj Oton ti misliš, če bi bil slovenski vladar. Je pa Oton bil toliko duhovit, da je rekel, ja, predvsem me vi ne bi po pleši trkali. Torej, kakorkoli že, vidimo na eni strani v 100 letih od tistega
španskega ceremoniala preiti do pravzaprav zavzetega državljana, zavzetega Evropejca. Torej vzgajan seveda je bil Oton še za prestolonaslednika, kar je tudi bil, ne za bodočega vladarja, pa vendar se je znal popolnoma vživeti v neke druge razmere, ne. In to je velika reč pravzaprav. Mislim, da je Oton bil celo bolj odprt do sveta, kakršen je, kot tale njegov naslednik, skratka, ne. Torej, kar pa zadeva Karla, ne, gotovo, da potem, ko si je prizadeval za prestol na Madžarskem nazaj, da je tisto bilo njegov nerealizem, ker ni bilo nobenih možnosti, ne, torej to je bil sam idealizem, ne, ampak tudi tisti, ki so mu najbolj stvari zamerili, karkoli, niso mogli v njem reči, da je bil osebno slab človek, čeprav ga politično niso sprejemali, ne, in njegov konec je bil zelo žalosten, ne, on je kot kalivec miru bil tam na Madeiro poslan, ne, to je, ni ravno bila sveta Helena, ne, kot Napoleon, ampak vendarle nekaj podobnega, ne, in to je bilo nezdravo podnebje, ne, in je tam seveda žalostno zelo zgodaj končal, ne, tako da je tudi tragična figura. Takole, v tej šolski uri lahko rečemo, smo nekaj drobcev natresli, upam, da takih, da spodbudijo vedoželjnost še naprej. Gotovo je knjiga zelo dragocena, kot tudi od Karla, zadnjega habsburškega vladarja, in res se obema iskreno zahvaljujem za tale klepet, za to pripoved. Odprli ste gotovo veliko vprašanj, veliko razmišljanj in to je tisto, kar je namen takih srečanj, tako da se vam res vsem skupaj lepo zahvaljujem in vabim, da po habsburško prevedete stvari tudi v današnji čas.